Zakaj je pomembno, da se vosek za izdelavo sveč tali pri pravilni temperaturi? A. Da vosek dobi pravo barvo. B. Da se ohranijo dišave, ki so dodane vosku. C. Da se vosek ne razlije prehitro. Ali D. Da se vosek hitreje strdi. Ali pa D. Kaj bi si dal? On, ne vem, če bi lahko prišel. On, ne. Mogoče B ali pa C. Rekel D, ker je najbolj pametno. D? Dišave. Vijoličasti so odgovorili z B, rumeni pa z D. Torej, dišave in pa strjevanje voska vas najbolj zanimata. Dobro, vijoličasti, zakaj ste izbrali tele dišave? Sklepali smo. Pač v sveče ponavadi lepo dišijo, pa da ne izgubijo tega vonja. Da ne izgubijo vonja, morajo biti pri ta pravi temperaturi. Ja. Verjetno, če je previsoka, potem malo smrdijo. Če premala, pa mogoče tudi ni nobenega vonja, ne? Ja. Dobro. Jasna, kako torej temperatura vpliva na vosek? Sveče so bile uporabljene že v starodavnem Egiptu in Rimu. Takrat so bile osnovane na podlagi trdih maščob ali pa na podlagi olja. Seveda se je razvoj sveč zelo razvil in danes so zelo priljubljene dišeče sveče. Takšno bom naredila tudi sama, ampak pri izdelavi te sveče moram biti še posebej pazljiva. Za ta naredi sam projekt potrebujete vosek, posodice, vpojne vrvice oziroma sten, kakšne napise, ki jih boste dali na zunanji del sveče, termometer, grelno ploščo, 2 posodi, v eni boste segrevali vodo, v drugi boste topili vosek, okraske, eterično olje, pištolo z vročim lepilom in flomastre. Začnite tako, da najprej date segrevati vodo in ta čas, ko se voda segreva, si lahko pripravite vosek. Pravilna temperatura pri taljenju voska ne vpliva na hitrost strjevanja, prav tako ne vpliva na barvo in na hitrost razlivanja. Vpliva pa na dišavnost sveče. Če dodamo vosku kakšna eterična olja, je možnost, da se ta eterična olja potem zaradi previsoke temperature uničijo in s tem seveda sveča ne bo dišala. Tako da morate biti zelo previdni pri tem, ko segrevate vosek, da ne preseže več kot 90 stopinj Celzija. Voda je pripravljena oziroma je na pravi temperaturi, zdaj pa samo takole položite noter vosek. Vmes si lahko pripravite sten. Sten si pripravite tako, da z vročo pištolo zalepite tole na dno in potem še ovijete okrog flomastra, da bo sten res na sredini. Vosek je že skoraj staljen, zdaj bom pa še dodala eterično olje. Glede na to, da imam 3 sveče, bom nekje 15 do 20 kapljic dodala. Še malce premešam, tako da se bo vonj razporedil po celi sveči. Potem bomo pa počasi pripravljeni na zlivanje. Tako, zdaj pa samo še počakamo, da se vosek strdi. Tik preden se strdi, lahko še malce okrasite, date gor kakšne predmete, potem pa seveda sveče prižgete, da vam bodo prijetno krasile dom in tudi lepo dišale ali jih pa komu podarite. Lepo ustvarjajte. Hvala lepa, nam pa je zadišal odgovor B, ki je 5 točk prinesel vijoličastim.